No, zdaj kako bi pa vi menjali, da vidim? Kaj bi zdaj, kje je? Dobro, to je. Dobro, okej. V prvo? Bravo! Katra je stara več kot 32 let, je registriran starodobnik, je zelo dobro ohranjena, avto praktično ni poškodovan, razen malenkosti, je brezhiben. Zlasti vsi občudujejo pleh, ki je tak, kot je bil, in motor, ki je res, kot rečeno, brezhiben. Seveda pa moramo reči naslednje. Udobna je recimo v mestu, udobna je na podeželju, za vožnjo po avtocesti pa se vidi, da je 30 let razvoja avtomobilizma naredilo svoje in hitrost, zavorne poti, vse to nekako Katro držijo stran od avtoceste. Za to Katro velja, da nikoli ni bila na dežju skoraj. Gospa, ki jo je prva imela, prvih 10 let se iz Portoroža v Koper na delo ni vozila s Katro, če deževalo. Tako sem vedel, da je avto sijajno ohranjen in tudi jaz sem jo v glavnem imel takrat, ko se mi nikamor ni mudilo, ko sem lahko vozil varno. Katra ima 95.000 km, so se tukaj kaj vozili ali kaj, 50.040, tako da je to avto, ki bo tekel še 30 let sigurno. Ima pepelnik, jaz sem še kadil, ko sem avto kupil. In moram reči, da ni boljšega avtomobila za kadilce, ker tukaj imate takole roko in samo otresate pepel tukaj. Nič drugega, takole tak in ni avtomobila, ki bi bil za kadilce boljši kot je Katra. Še eno stvar sem opazil sicer, da imate tu pri prvi pomoči knjigo o Steve Jobsu. Joj, to moram vzeti domov. Steve Jobs. Eden najbolj inspirativnih ljudi zame. Ja, kulsko moram je domov vzeti. Super, da se je našel. Po pogovoru z vami se mi zdi, da imate zelo rad ta avto, da čutite do njega neko posebno vez. Zakaj ga prav zdaj prodajate? Konec prejšnjega leta, ko se mi je iztekel mandat, sem bil presrečen, ko so se odločili, da mi vročijo neko zelo pomembno evropsko nagrado, De Gasperi, graditelj Evrope, in ta nagrada je imela tudi finančni del, 25.000 evrov. Jaz sem prehitro rekel, da bom ta denar podaril pediatrični kliniki, potem pa se je izkazalo, da po našem zakonu jaz denarja ne morem niti prejeti, niti dati naprej, pa ga moram v proračun. Potem pa, ko smo se začeli pogovarjati o mojih nadaljnjih korakih in smo prišli do odločitve, da verjetno Katro tudi prodamo iz vrste razlogov, smo rekli pa, da jo prodati za dober namen, pa mogoče na ta način zberemo vsaj nekaj za otroke, ki se borijo proti raku. In to je zdaj za najvišjo vsoto prodana. Tako, nikoli doslej, če imamo prave podatke, nikoli doslej na svetu Renault 4 Katra ni bil prodan za večji znesek, kar je svetovni rekord. Koliko je pa stal, ko ste ga vi kupili? 500 evrov, 1000 nemških mark. Seveda mora biti pošten. To so že bili časi, ko sem jaz bil, ravno sem začel biti predsednik parlamenta. Sem imel varnostnike in šoferja in sem si to lahko privoščil. Ampak Katra mi je služila kot moj osebni in edini avto tudi takrat, ko jaz nisem imel varnostnikov in šoferjev. Tega je bilo v 20 letih več kot 5 let in mi je dobro služil. Vse je šlo malček bolj počasi, malček bolj premišljeno, ampak Katra je naredila z mano približno 50.000 km. Torej, zdaj, ko jo boste prodali, boste ostali brez avtomobila? Ne. Zdaj se pač odločamo o nekih novih življenjskih poteh. Kakorkoli razmišljam, da bi se utegnile razviti te poti, me pripelje do ugotovitve, da potrebujem varen, dober avto za dolge poti. In odločil sem se, da kupim dober avto, ki mi bo potem služil praktično do konca življenja. Mislim, da če bom kupil dober avto, ga bom imel potem, si mislim, kar do konca. Kaj je ta neka skrivnost, da bomo tudi mi lahko ohranili te naše jeklene konjičke v takih super kondiciji in jih po toliko letih tudi lahko prodali? Ja, vedno je bila garažirana.
vedno sem skrbel zanjo, da je bila tehnično brezhibna. Kakšenkrat se nam potem zdi, da kakšen problem ni vreden popravila, ne. Ko se odločite, da imate tako malček starodobnik, je pomembno, da praktično sproti upravljate vse malenkosti. Predvsem pa skrbite za motor, vse tisto, kar avto dela funkcionalen, gume, podvozje. Jaz sem se s tem avtom vozil tudi na morje. Vedno smo radi ga imeli na morju, kar nam je prav prišel, ker ni noter nobene plastike. V avtomobilu se nič ne segreje. In takoj, ko odprete okna, praktično vi lahko po največji vročini štartate z avtom, ne da bi ga mogli ohlajati. No, se tudi nima air conditioner, razen da odprete okna. Če vas za konec poprašaš po kakšni anekdoti oziroma kakšni avanturi, ki vam je še posebej ostalo v spomenu v povezavi s tem vašim avtomobilom? Zdaj, ta avtomobil sem imel kakšenkrat zato, da sem šel na skrito, kamor nisem hotel, da gre z menoj varnostniki ali pa šoferji. Nekaj se mi je zgodilo, da sem bil prepričan, da če grem s tem avtom, ne bom opažen, in sem se potem vračal iz bloka in je bila gruča ljudi okrog avtomobila in so me čakali. So vedeli, da je to moj avto in so me čakali.